Dober večer in lepo pozdravljeni v imenu Goriške knjižnice Franceta Bevka na literarnem četrtku, v okviru katerega se danes predstavljata kar dva literarna ustvarjalca, magistra Darinka Kozinc in gospod Milan Petek Levokov. Magistra Darinka Kozinc bo predstavila aktualno pravljico z naslovom Dežela viroživžava ali tam, kjer so virusi doma, ki je izšla pri založbi Volosov hram v letu 2021. Knjigo bo predstavil urednik in založnik Robert Titan Felix, odlomke iz knjige bo brala Dominika Prijatelj. Na flavti bo predstavitev spremljala Vanja Kumprej, učenka glasbene šole Nova Gorica. Glasbeni posnetek bo predvajan ob začetku predstavitve. Z nami je tudi pisatelj Milan Petek Levokov s svojo knjigo Kdo se še boji Ane Reisman, kratek roman o nekem zločinu in pozabi. Izšel je pri založbi E-besede v letu 2019. Knjigo bo predstavil avtor sam, torej gospod Milan Petek Levokov, ker je založnica oziroma avtorica spremne besede žal zbolela. Prav vsem voščim prijazen in lep dober večer ter dobrodošlica v naši sredi. Preden pa vam predam besedo in se povsem posvetimo današnjemu srečanju, pa mi dovolite, da povem še nekaj uvodnih besed o predstavitvi in njenem samem poteku. Dogodek poteka v živo na Facebook profilu Goriške knjižnice in na platformi Zoom. Vsi, ki želite dogodek spremljati, se prosto in kadarkoli lahko pridružite sledenju dogodka s klikom na Facebook profil Goriške knjižnice ali na aktivno povezavo Zoom. Če dogodek spremljate preko Zooma, lepo prosimo, da v času pogovora izklopite mikrofone, vaše vprašanja pa postavite ob koncu dogodka. Verjamemo, da bo za to dovolj časa. V času trajanja dogodka vprašanja lahko zapišete tudi spodaj v sporočilih. Nanje bodo naši gosti odgovorili ob koncu predstavitve. Obvestiti vas moramo tudi, da se dogodek snema. Po srečanju v živo bo ogled posnetka možen na knjižničnem Facebook profilu in na YouTube kanalu Goriške knjižnice. Zdaj pa predlagam, da kar začnemo. Začenjamo pravljično in v ritmu glasbe, zato za začetek najprej prisluhnemo učenki glasbene šole Nova Gorica, Vanji Kumprej na flavti. Zatem bom pa prosila gospoda Roberta Titana Felixa, naj nas popelje v predstavitev sodobne in aktualne pravljice gospe Kozinc, Dežela viroživžava ali tam, kjer so virusi doma. Za začetek pa, kot sem dejala, Vanja Kumprej na flavti. Titan Felix, zdaj pa je beseda vaša, izvolite. Ja, najlepše pozdravljeni vsi skupaj, ki nas spremljate, tudi v mojem imenu in imenu Zavoda Volosov hram, založnika drobne knjižice, pripovedi za otroke, Dežela viroživžava ali tam, kjer so virusi doma. To je pravzaprav druga izmed treh knjig, ki se dotikata, kakor je že uvodoma bilo rečeno, zelo aktualne tematike. In bi imel kar neposredno vprašanje avtorici. Vedno, ko urejam knjigo, ki na kakšenkoli način odraža aktualno dogajanje v zunanjem prostoru, povezano z svetovi, kjer so virusi doma, vedno imam pred sabo tudi ta zunanji svet, vseh teh ogromno besed, spopadov, ki se dogajajo na to temo in me zelo zanima to avtorsko stališče. Kako pravzaprav pisati o nečem aktualnem, ko imaš lahko ves čas pred očmi, da ob vsakem napačnem
koraku, napačni izpeljavi teme, te lahko čaka tudi zunanji pogrom. Ja, najprej lepa hvala oziroma lep pozdrav vsem, ki ste si vzeli v današnjem deževnem vremenu čas in prišli na to Zoom platformo. Mimogrede, ravno kar me je klical tudi gospod Boris Jukič, ki nas išče po knjižnici. Žal je mislil, da je pač potekajo stvari že v živo in je prišel do Goriške knjižnice in seveda nažalost ugotovil, da smo nekje v nekem virtualnem svetu. Če se vrnem k pravljici, ta pravljica je nastala prav v tistem času popolnega zaprtja, ko res nismo vedeli še pravzaprav s čim in s kom imamo opravka, ne samo mi, ki smo bili pač potencialne žrtve različnih ukrepov, ampak tudi stroka sama ni vedela, pravzaprav ni imela raziskanih in razčiščenih pojmov, kaj to pravzaprav je. No in ne vem, eno popoldne sem se usedla in potem je to kar nastalo zelo hitro pravzaprav in moram reči, da sem za ozadje in da nekako za to deželo mi je služilo tudi moje zadnje potovanje v Turčijo oziroma na Kapadokijo in sem potem izbrala prav ozadje tiste dežele, tiste sorazmeroma puste dežele, kamnite dežele, po drugi strani pa seveda tudi zelo zanimive na nek način. Drugače pa ne vem, a bo kdo hud name ali ne, jaz upam, da ne. Lahko bo tudi, ne vem, ampak upajmo, da ne, ker glede na to, da se nisem spuščala v kakšne take prav na obsojanje ali kaj podobnega, daleč od tega. Ampak nehote, se pravi, ta pravljica je nastala kar tako, kar z neba je padla na nek način v nekem časovnem trenutku v pomladanskem času lanskega leta. Kaj vidiš kot avtorica, kot je recimo temu sporočilo, neko, lahko rečemo tudi etično moralno plat tega teksta, kam mladega bralca ta tekst vodi in kaj mu pravzaprav sporoča ob koncu po tvojem videnju, pod videnju avtorice? Torej, če sem odkrita, napisala sem tudi nekaj tekstov takrat, ko so me zanje zaprosili, recimo prav okrog videnja trenutne situacije oziroma kaj nam pravzaprav situacija nekega neznanega sovražnika, nevidnega sovražnika sporoča, da ljudje ne živimo prav, da ne živimo v skladu ne z naravo, ne z načeli, ne z nekim vesoljskim redom in smo pač na nek način tudi kaznovani. Zdaj skozi otroško zgodbo seveda je to lažje povedati, pa manj si lahko kritičen, lahko si malo bolj pravljičen, pa vendar sporočilo uspeš lansirati med ljudi. In mislim, da to sporočilo, ki ga upam ne bomo pozabili tudi po koncu pandemije, vsaj upam, da ne, da res ne bomo pozabili, je res pravzaprav to, da pozabljamo na svojo človečnost, na tiste lepe lastnosti, ki nam delajo življenje bistveno bolj znosno, lepše in pa seveda tudi je dobro in v skladu z vsem vesoljskim redom, ki nas obdaja. Pa ga res ne bomo pozabili. Ponavadi je tako, da po vsaki hudi situaciji 2 minuti zatem, ko mine, je kot da je nikoli ni bilo, splošna žurka, vse pozabljeno, novo se začne, kot da se staro sploh ne bi zgodilo. Se ti zdi, da literatura vendar lahko na neki način ohranja to sporočilo neke pazljivosti, malo bolj globokega odnosa do vprašanj, ki nas obdajajo, ali pa preprosto živimo, kakor živimo in govorimo, ne da bi nas zares slišali? Torej, literatura oziroma naloga pisateljev, mislim, da je tudi v tem, da imajo nek pogled onkraj, pogled preko plotov in na to tudi opozarjajo. Ampak mi živimo v precej družbi, ki je postala izrazito egoistična in postavlja predse
mene, jaz sem tisti pomemben, važno, da je meni dobro, važno, da se jaz imam dobro, druga me pa ne zanima. Se pravi, ta določena neobčutljivost in pa tudi neslišanje drugega. Problem je tudi, a se sploh še slišimo. A bomo mi slišali recimo določena opozorila ali bomo razumeli samo nek bič narave. Ali bomo tudi to pozabili, ker ne nazadnje vseeno mislim, da ta virus ni tako enostavna zadeva. In to se že kaže v njegovih mutacijah, o katerih beremo. Tudi cepiva niso 100% zanesljivost, kot so prvotno mislili, daleč od tega. In izgleda, da verjetno, če ne bomo znali malo umiriti konjev in nekako začeli spreminjati svoj odnos do narave, verjetno, da ne bomo tako poceni odnesli. To je moje razmišljanje, kar pa seveda ste pa lepo prej rekli, ne? Zelo hitro se obrnemo naokrog in zelo hitro pozabimo na lekcijo, ki smo jo dobili. Ja, najlepša hvala. Bi mogoče dejansko prisluhnili par odlomkom iz teksta, da slišimo, o čem se sploh pogovarjamo. Ja, prebrala bom drugi del te zgodbe, Deželo viroživžava, ali tam, kjer so virusi doma, bi pa prej še na kratko povzela prvi del, tako da bomo umeščeni v prostor in čas. V prvem delu namreč spoznamo pusto in neprijazno deželo Virožava, ki vlada v sive in črne tančice ovita kraljica Gripina. Tam živijo različna ljudstva, kugari, kolerniki, ti so v davni preteklosti pokosili že veliko ljudi, pa tudi griparji, največ pa je koronarjev. In ti nestrpno čakajo, da jih bo kraljica spustila v človeški svet. Preden pa je to stori, jo na velikem slavnostnem dogodku preimenujejo v kraljico Korono. Prvi minister ji na glavo posadi krono v obliki čelade z izrastki. In tako, da bom jaz zdaj začela z branjem na tem njenem govoru, ki ga je imela ob tem dogodku. Dragi moji, vsi, prav vsi, od prvega do zadnjega in od zadnjega do prvega, pred nami je veliki dan. Na človeški svet bomo jutri spustili koronarje. Zasedli bodo najprej velik nogometni stadion in vse mogoče površine ter se tako selili na ljudi. Človečki bodo hudo zbolevali. Veste, že dolgo časa opažamo, da so ljudje postali preveč predrzni. Domišljajo si, da na svetu ni ničesar več, kar bi bilo močnejše ali pomembnejše od njih. Ne ozirajo se na naravo, v vodo še vedno spuščajo strupe, v zrak pa strupene pline. Sočutje, strpnost, človečnost, enakost, solidarnost, prilagajanje so odvrgli v smeti. Samo divjajo in neprestano govorijo, da nimajo časa. In kamor stopijo, puščajo opustošenje za seboj. Zato jim moramo pokazati, da so koronarji močnejši od njih in jih prisiliti, da se zaustavijo in razmislijo o svojem početju. V strahu pred koronarji se bodo zaprli v svoje domove in tam čakali znanstvenike, ki bodo mrzlično iskali nova zdravila. Toda zdravil za koronarje ni. Dokler se človeštvo ne bo zavedlo, da mora misliti na naravo, drug na drugega in si pomagati med seboj, bodo koronarji med njimi. Koronarji imajo zelo pomembno, mogoče celo daleč najpomembnejšo nalogo doslej. Ljudi morajo naučiti, da bodo ponovno ljudje. Drugače se jim bo slabo pisalo. Koronarji, jutri ob 16. uri odhajate. Srečno, spremljala bom vaše delo. Sledilo je huronsko vpitje, prebivalci so rajali do jutra in še čez.
na nogometni stadion, na smučišča, na igrišča, na mesta, na vasi, na hiše so se pričeli spuščati oblaki koronarjev, nevidni in bolj lahni kot puh. Naselili so se na roke, na obraz in vstopali v grla, lezli v pljuča, ojoj, prava groza. Nastala je zmeda, obolevale so cele družine, cele ulice, delavci v tovarnah, otroci v šolah, vrtcih, mesta in vasi. Kraljica Korona je delo koronarjev spremljala preko satelita, udobno nameščena na svojem črnem prestolu. Popolno, perfektno, se je veselila. No, prav zanima me, kaj bodo storili ljudje, se je obrnila k prvemu ministru, ki je molče stal za njo. Ljudje so se proti neznanemu, nevidnemu in hudo nevarnemu sovražniku najprej borili tako, da so se mu skušali izogniti. Poskrili so se v svoje domove. To je trajalo najprej 1 teden, potem 2, 3 in celo 4. In kaj se je začelo dogajati? Tovarne so samevale, avtomobili so bili v garažah, starši so bili doma in so nenadoma imeli čas, da so otrokom pripovedovali pravljice. No, na dobri poti so, je zamišljeno rekla Korona svojemu ministrskemu predsedniku. Tam, kjer so bile pravljice doma, tam, kjer so ljudje drug drugemu izkazovali ljubezen, koronarji nenadoma niso imeli več moči. Nekateri so se vrnili domov v Virožavo, drugi so pa odhajali na področja, kjer so pomagali svojim bratom. Ljudje so na smetiščih, v drvarnicah in kleteh poiskali človečnost, strpnost, sočutje, enakost, prilagajanje, solidarnost, jih očistili in odnesli v vladarske palače in svoje domove. Ko se je to zgodilo, so še zadnji koronarji zapustili človeški svet. V Virožavi so jih utrujene in zdesetkane sprejeli z vsemi častmi. Kraljica Korona je ponovno spremenila svoje ime. Postala je kraljica Živžava. Deželo pa so preimenovali v Viroživžavo. In ne boste verjeli, ob potkah in med kamnitimi prebivališči so nenadoma začele poganjati rastline in cvetlice. In tam, kjer so cvetlice, so tudi metulji in čebele. Pripodil se je tudi vetrc, ki je iz dežele odpihnil kužni smrad. Cvetlice so razvile svoje vonjave in v deželi Viroživžava je zadišalo po svežini pomladi. Kraljica Živžava je slekla temne obleke in jih zamenjala za rumene in modre tančice, kot sonce in nebo. In do kdaj bo tako? Čim dlje naj traja, ali pa vsaj do takrat, ko se bo človeštvo spet vdalo pozabi in odvrglo vrednote v smeti. Kraljica bo takrat morala ponovno vzgojiti novo virusno ljudstvo ter prvemu ministru naročiti preimenovanje. Toda za zdaj še ne razmišlja o novem imenu. Najlepša hvala. Ja, upajmo seveda, da do tega novega preimenovanja ne bi prišlo ali da bi vse prišlo čim kasneje in da bojo ljudje, ki bojo prebrali to pravljico, tudi razumeli to sporočilo, ki je bilo jasno izraženo v tem zadnjem delu, ki smo ga zdaj slišali in dejansko odkrili to, kar pravzaprav iščemo skozi celo zgodovino, ampak se nam vedno znova izmakne pravo človeškost, pravo skupnost, pravo bližino med ljudmi. Mogoče še avtorica kako povabilo k branju ob koncu te predstavitve, ko bova predala besedo našemu drugemu gostu, Milanu Petku in Romanu. Ja, jaz mislim, da knjigo se splača prebrati, splača se za trenutek ustaviti, razmisliti in ne pozabiti na izkušnje, ki nam jih je pravzaprav to zaprtje in ustavitev javnega življenja prineslo. In ne pozabiti na vse tisto pravzaprav,
kar je lekcija v knjigi, se pravi na vse tiste obče vrednote, ki smo jih res vrgli v smeti velikokrat. Samo toliko. In Najlepša hvala. Srčna hvala meni je bilo zelo zanimivo poslušati interpretacijo, ker človek drugače nima pravega občutka in tudi seveda izbor besedila. Tako da hvala lepa obema. Ja, hvala vsem, pa predajamo besedo naslednjemu gostu Milanu. Pozdravljeni. Se veseli me, da se spet srečamo v Goriški knjižnici in da predstavljamo svoja dela. Kajti ta čas korone, krize in tako naprej, mislim, da je precej udaril po kulturnih prireditvah in po kulturi, tako da je to neki izhod v sili preko Zooma. Jaz sicer upam, da bomo tudi kmalu, kako bi rekel, da se bomo srečali v živo, ker se mi zdi, da je pogovor živo, neposredni kontakt in tako še zmerom tisti. Morda sem tako pač navajen bolj, kot pa na to elektronsko spremljanje. No, jaz bom predstavil roman Kdo se še boji Ane Risman. To je kratek roman o nekem zločinu in pozabi. Zakaj pravzaprav gre? No, tukaj bi naj bila z mano Maja Novak, pisateljica, publicistka, ki je tudi napisala spremno besedo k temu romanu. Roman je kratek, morda Darinka je tako še nekaj takega kot tvoja pravljica, morda, ne vem. No, skratka, to je, izdala ga je založba E-besede Ljubljana v svoji zbirki Kofetek. Izdajajo take krajše, take literarne dela, ali romane, ali pa kratko prozo, ali pa tudi kaj drugega. No. Kofetek, tako da se lahko prebere, kaj bi rekel, če se vzame in se vsede, se prebere tudi v kakšni urci, 2 urah, ker to je kratek roman, ki je res kratek. Ja, ni pa pravljica, ne. Bi bilo lepo, če bi bila to pravljica, ampak ni. To je zgodba, ki sem jo jaz slišal v otroštvu in me je spremljala in se mi na neki način dograjevala. Čedalje več podatkov sem o tej zgodbi dobival, ki se je zgodila tam med vojno, tam pri nas, se bom prebral, kje bi naj to bilo. In prišel je potem čas, jaz sem imel že pred nekimi 20-25 leti, sem imel že v glavi, da jo napišem in tako naprej, celo en scenarij za en napol dokumentarni film bi naj bil, ampak pol je vse tisto padlo v vodo. Ampak potem pa se mi zdi, da po nekem času sem rekel, čas je, da o tem grobu, ki je tam nekem v gozdu, pozabljen in tako naprej, čas je, da o tem napišem pa nekaj več. Oziroma zaokrožim in da bo to na neki način mini roman. Najprej pa prepuščam besedo Maji Novak, ampak to besedo bom prečital jaz. Torej, kdo se še boji Ane Risman? Žal živimo v takih časih, da se zdi, da je o medvojnih pobojih in povojnem molku o njih nemogoče napisati kaj novega. Cele četice mladcev, ki nikoli niso izkusili ne vojne, ne socializma, se podajajo na grobišča, kjer kot arheologi brskajo za kostmi, da lahko nazadnje v imenu svoje ideološke dogme navdušeno zakličajo: aha, našel sem. Ne, o tem ni mogoče povedati nič novega. Razen, če si Milan Petek, ki je moral za to, da je povedal nekaj novega, poseči po zelo, zelo starem. Tako kot v svojih najboljših delih se Petek tudi tokrat vrača 50 let nazaj v svet svoje mladosti, kjer magija ni daleč stran in kjer zamolčano govori več od povedanega. Že za mlada je vedel, da nekje leži grob, pozabljen, zelena ruša se je vdrla nad njim.
Grob, o katerem noče nihče govoriti, razen če po ribičiji doma kuhan šnops ne razveže jezikov. Petkova žrtev ni klasična žrtev, posredi ni bila eksekucija, temveč poskus, da bi storilci potem, ko so dekle ugrabili, izseljevali njene starše. Tudi storilci niso klasični storilci, vaški fantje so bili, ki si niso znali pomagati, ki so bili zmedeni, komaj pisati so znali, kako ne bi vedeli, kako se vrti svet. Bežali so pred vojsko, da bi vstopili v drugo, pa jih je predtem ob prečkanju reke z mitraljeze pokosila tretja. Previdno, potihoma, obzirno in nežno, pisatelj iz svojih spominov, sovaščanov, tke zgodbo o vseh te žrtvah vojne, potihoma se pripoved oblikuje pred našimi očmi. Brez velikih besed, v klenem moškem slogu, nam avtor pove, da drugače najbrž ni moglo biti. Povojna leta niso vabila k izgovornosti. Tu ni mesta za obsojanje in za moralno tehtanje početja teh ali onih akterjev. Realitete življenja so bile take. Avtor to razume. Ja, seveda bi lahko pozneje kdo posnel film o nesmiselni usmrtitvi nedolžnega dekleta. A kaj, ko se je režiser nadajoč se donosne službe na prsi državnih jaslih tudi zbal. Kratko je drnato besedilo, brez junakov, ob katerem ne razmišljamo, na katero stran bi se postavil sam, temveč si z olajšanjem rečemo, hvala Bogu, da nam ni bilo treba živeti v tistih časih. Kajti kdo ve, kam bi se nagnila tehtnica naše etike. Avtor vprašanju pusti, da izveni v tišini, kakršna bo zavedno zagrinjala grob Ane Rizman. Kadar so ljudem tako zlezeš pod kožo, kot zna avtor svojih najboljših delih, včasih razumeš, da je najboljša opcija pozaba, pa preblisk melanholične žalosti. To je Maja Novak zapisala ob tem mini romanu. No, zakaj se gre? Osnovna zgodba je taka. Tam leta 1944, meseca februarja so na Štajerskem se zgodilo, tam v mojih krajih, okolica Velike nedelje, Ormoža in tako naprej, je skupina petih, ki niso bili partizani, ampak so bili skrivači, so bili dezerterji iz nemške vojske, namreč Tretji rajh jih je rekrutiral, so morali iti na fronte ali vzhodno ali pa bolj vzhodno kot na zahodno fronto, torej na rusko fronto in tako naprej. In če so prišli na dopust, marsikeri je potem dezertiral, in se skriva po tistih gozdovih. Torej skrivači so bili, eni pa sploh niso hteli iti v vojsko in so se tudi skrivali. Skratka, enih petih je bilo in so se ukvarjali s črno borzo. Skratka, imeli so neke kompanjone v Mariboru in potem so preprodali takrat kurantno blago, kot je bila kava ali pa krsilne kamenčke, to je nenavadno. To je bilo ena zelo iskana roba v tistem času. Dobili so, to iz mesta je to prihajalo, v mestu so pa oni preprodali pa hrano, ker ti na kmetih je hrana bila, v mestu pa hrane ni bilo. Vendar so njihovega kompanjona, ki je to v nekih nemških magazinih v Mariboru kradel, vojaških, in so ga ulovili Nemci in seveda ti so mislili, zdaj bomo pa mi naredili zamenjavo in so ugrabili eno punco, 14-letnico, Ano, recimo, ja, in jo na dan svečnice je bilo in so jo odvlekli tja gor v gozdove in skratka, njeni starši so pa bili Nemci oziroma Avstrijci tu z Gradiščanskega, tam z Gradca in to, trgovec, ki se je preselil v začetku vojne v tiste kraje, ker je pač Hitler rekel, naredite mi to deželo spet nemško, itd. In je bil pač zaveden Nemec, itd. In je prišel in je tam imel trgovino. In so ugrabili njegovega otroka in so hteli napraviti zamenjavo, da bi punco izpustijo, če seveda gori Maribor izpustijo iz zaporov tistega njihovega pajdaša.
Sneg je bil, sledi so se zakrile, ker je snežilo itd. Jaz vem to, zgodba je taka, da je moja mama še videla tole punco, kako jo vlečejo tam skozi vas, privezano, zvezano. Kdo je to bil, vsi so vedeli itd., ampak pol vse so iskali karabinjeri in tak orožniki in to v naslednjih dnevih, ampak noben ni izdal, Baščani niso izdali svojih. To so bili sosedji, to so bili iz drugih vasi in tako naprej, iz sosednjih hiš, vsi domačini na neki način vsi. In po en mesec so se skrivali po tistih zidanicah, pa rovih in tako zemljankah, ne. In po enem mesecu pa so jo, ker do zamenjave ni bilo, ker so onega gori streljali po hitrem postopku, v Mariboru niso, to je bilo drugo sodišče, ker pa še ni bilo pravne varnosti kot danes. In zgodba je tako se končala, da so pa ti, da se rešijo bremena, ki ga niso več mogli verjetno vlačiti s sabo, in to je te punce, pa so jo tudi ubili in zakopali nekje doli gozdo. Na robu gozda, pravzaprav. To so po vojni, se je ta nemška družina vrnila v Avstrijo. In ko so se uredile razmere, tam 47-48 leta so se vračali in iskali, ker so že vedeli, da ta punca, njihov otrok ni živ, ti Avstrijci, so se vračali in da bi našli, kje je vse grob. Vsi so vedeli, kje je ta grob. Ampak spet, izdali niso. Tudi tem niso izdali, kje je ta grob. Noben ni izdal. In skratka, zgodba je bila taka, še pol so ljudje, to se je zgodba širila. In jaz vem, jaz sem hodil tam mimo, gobe sem nabiral in tak naprej. In stari so govorili, to je tam, oni grob, tam je pokopana. Ampak točno nikoli nisem vedel, kje je pokopana, ne. To pa je bilo, pa niti mi ni bilo jasno, zakaj so jo ubili, zakaj, v čem je bil štos in to. In tako počasi to starejši, ko smo bili otroci, niso hteli o tem govoriti, ker bo malarija to poslušali, ampak med sabo pa so še kdaj kako omenjali te zgodbe. No in potem pa počasi, se pravim, od nekega 5., 6., 7. leta naprej, pa pridejo drobci, pa zveš, kjer je bil iz one hiše, tam bil iz sosednje vasi oni in tako naprej. Seveda, živi več niso bili, ker se jim je nekaj zgodilo. To so bili skrivači, namreč, ko so prišli pa po vojno, leta 1945, ko je jugoslovanska armada in skupaj z rusko armado, ki je osvobodila tisti del, Felix, ti veš, da si tisti del osvobodila tudi rdeča armada. In ti skrivači niso bili partizani, oni so bili skrivači. Oni so pravzaprav tudi do teh domačinov bili taki. Hoteli so za preživetje, seveda so rabili hrano in so prišli in zasegli. Ali pa so rekli, gledajte, vas bomo vrgli bombo, hišo zažgali, kakorkoli. In so pač na neki način, vem, da jih je eden izdal in potem so mu res pripravili eno, kako bi rekel, zelo slabo zgodbo tistega izdajalca, ki so, mislim, res so mu zažgali hišo in tisti njihov in tako naprej. Torej, skratka, tu ni bilo hecu, kot pravi, to so bili drugi časi. To ni bilo nekaj, ki bi rekel, razmišljanje, ali boš ti mrtev, ali pa bo nekdo drug, ali nekaj takega. No, in potem ti skrivači so se pa leta 1945 v juniju, ki so se zbrali na tistem, to je fenomen, ki spet nisem jaz zvedel, dokler nisem začel se s tem ukvarjati in zbirati neke te drobce za to zgodbo. Tam, to je bil fenomen teh križarjev, ki so šli iz Slovenije, so se zbirali, to je bila tista struktura, neka vojaška, napol uporniška in to, ki niso bili zadovoljni z novo oblastjo in so bežali, oziroma Matjaževa vojska se je tudi imenovala. To je fenomen tam gori, tu tega drugje na Primorskem tega ni bilo.
Matjaževa vojska in so šli na Hrvaško, tam bi se naj zbirale te večje enote, te Matjaževe vojske, ki naj bi se dalje borili proti novi oblasti, proti komunizmu in tako naprej. No, seveda, to so bili, kaj bi rekel, zavedeni, jasno, ne? To bi se ne borili za kralja še naprej in tako naprej. No, ta skupinica, ki je šla preko iz tistih naših krajev, teh 5 je šlo, ne vseh 5, eden ni šel, eden je nekje druge pol padal, ampak so se pridružili tej skupini, ki so šli preko Drave je tam mejna reka med Hrvaško in Slovenijo, in so bili izdani in so jih padli v zasedo in pa so jih pokosili. Ne. Oni so bili oboroženi, neke puške so imeli in tako naprej, ampak padli so v zasedo in je tam Drava jih odnesla in ti groba nimajo. Ne. Tega ne bi vedel, če ne bi imel soseda, ki je to svojega brata izgubil, ne, tako. In je še zmerno, enkrat vem, da je pred hišo, tam smo bili in spil je malo, kaj bi rekel, 2 kozarca preveč. In takrat me je bruhnilo vsi ti spomini in tako gnev in tako naprej za bratom. Ne. In je rekel, da bo obljubljal mahčevanje, seveda, ampak kakšno mahčevanje, ne. To je živelo, to so živeli, kaj bi rekel, te zgodbe so v ljudeh živeli in vedeli so vsi za te, ampak vem ti pa tebi mulcev ni povedal. Jaz se pa tudi nisem takrat še kar veliko za te zadeve zanimal. No, imel sem pa še enega soseda, ki pa sem hodil jaz sem bil mulc, tam 16-letnik, ne, on pa je bil, kaj vem, 40-45 let star, pa je bil strasten ribič in jaz sem tudi bil strasten ribič in smo hodili na ribičijo. Ampak nismo lovili na palce, ampak smo lovili z mrežami, ne, to seveda na črno. To je bilo takrat prepovedano, tako kot je danes prepovedano. In smo hodili tam na ribičijo, tam v neko reko v bližini in je bilo treba 3 ure tja hoditi, 3 ure nazaj hoditi, 3 ure smo brodili po tisti mrzli vodi in tako naprej, ulovili tistih 5 rib, nič brez veze. Ampak dogodivščina je bila. In on pa je imel hišo, so živeli, bil v bližini tistega gozda, kjer se pa je ta grob nahajal. No, jaz sem preko njega potem zvedel, ampak on je bil pa v nemški vojski, ne, in ko je prišel domov, 45. leta, je bil na zahodni fronti in so ga ujeli zavezniki in ga dali v Veliko Britanijo, v ujetništvo, je rekel, da je bilo super, tam dobra hrana, vse prene kmete delali, da bi se še celo lahko poročal, ampak ga je ljubezen do domovine ga odpeljala nazaj v Slovenijo, v Jugoslavijo takrat in najprej seveda so ga ta večji štos je bil, ker v Splitu, ko so prišli z ladjo ti iz nemške bivši ujetniki in tako naprej, in ko je zagledal dobrodošel drug Tito, ne, in potem on je rekel, drug Tito, a so ga že zamenjali, ne, in to je glasno povedal, seveda je šel še v zapor za 1 mesec, ker je žalil predsednika. Je bil taki štoser za to nemško, mislim, zahodno fronto, je rekel, vse je bilo super, hrana tam v Franciji, to je bilo super, samo če bi bolj pazili, ko smo streljali drug na drugega. Ok, ampak dobro, preživel je, marsikdo tam namreč ni preživel. No, on mi je pokazal za ta grob. Jaz sem pol imel, kje je ta grob? Ta grob je sredi, enkrat je bilo to na robu gozda, zdaj sredi gozda in tam neke drevesa rasejo in tako naprej. In kaj je bilo še? Jaz sem imel torej idejo, da bi naredil neki scenarij, en film, en režiser me je vprašal, če to napišem, kako zgodbo, itd. In jaz sem rekel, ok, pa sem to napravil. Ajde, pa gremo to zgodbo, itd. On je bil navdušen. Fajn, že videl, kje bomo snemali in ajde, kje bo posnetki, taki plan, odkot bo, Seveda, in pol to bo financiralo ministrstvo in tako naprej, ampak to je bil čas leto 92, 93, tu nekje. In pol pa to je vesna duša, ampak po enih 10 dnevih pa mi reče, veš kaj, iz tega ne bo nič, ne.
sem vprašal gori na ministrstvu in tako naprej, nisem navdušen in to ni zdaj dobro, ne. To bi kdo še narobe razumel tako zgodbo in tako naprej, in tako naprej, to je padlo voda. No, jaz sem pa meni se mi zdelo, da se ta zgodba zasluži nekaj več, da se vsej neki, če tisti grob nima nekega nagrobnika ali karkoli, ne, ker brez veze karkoli, tam zdaj ne počiva v miru, mislim, če je že počivala 50 let, še ne počiva naslednjih zavedno. Ker mislim, da tisti gozdovi, ki šumijo nad njenim grobom, mislim, da je, rekel, to je ena najlepša pesem, ne, na koncu koncev. In tako da ni osamljena tam med tistimi drevesi. No in če je, potem je ta knjiga, in to je prav taki naslov, ne, to je knjižica, ki bi na neki način lahko bila spomenik njej. No, bom pa zdaj prečital tisti, najprej osnovni moto ima ta romanček, je pa tak. Ani in Ani, ne, je to posvetilo. Ana, to je ona, tisto dekle. Ana pa je moja mama, ki mi je povedala večji del te zgodbe, razen za grob, ki pač je nisem takrat vprašal. In sta bili sošolki, to mislim, zaradi tega. Ti dve sta bili sošolki, ker je tudi hodila v slovenske šole, oziroma ne, je hodila nemško šolo, ne, ampak sedeli so pa skupaj v razredu. Ne. Torej, gozdič je že zelen, travnik je razcveten, ptički pod nebom veselo pojo. To je ta moto, slovenska ljudska pesem, to je moto tega romana. In okolica, no, začetni prvo poglavje. Začetni prizori zgodbe so podobni prizorom iz kakšnega domačijskega filma. Manjka le še glasbene ozadje s citrami ali harmoniko z melodijo, mehko plavajočo preko teh valovitih bregov na vzhodnem robu slovenskih goric. Pobočja pod slemeni so obložena z redi vinogradov ter zaplatami njiv s koruzo in krompirjem. Vmes so posejane hiške, kot da bi jih tam raztresla kakšna velikanova roka, vse to pa obkrožajo temne lise gozdov. Takšen je pogled z višine, kot ga ponujajo satelitski posnetki spletnih zemljevidov. Od zgoraj je svet spodaj lep in nedolžen, kliče, da človek stopi van ter se naužije tega miru in idile. Tam se bo počutil domače, kot da je resnično prišel med svoje ljudi. Njihova govorica je mehka in pojoča, nasmeh pa vedno širok in pristen. In potnik, ki ga pot zanese med tiste bregove, bo vedno našel odprta vrata hramov, kjer se bo lahko odžejal in nasitil, ter zraven še odpočil od vrveža modernega sveta, od katerega se je umaknil. Turistični slogan Slovenija moja dežela, dežela na sončni strani Alp in še zadnji I feel Slovenija, tu iz gole besede postanejo meso, najprej v bibličnem smislu, nato pa še v kulinarični ponudbi klobas in šunke iz pristne domače zaseke. Prvovrstne tradicionalne dobrote iz nekdanjih časov so se po nekaj desetletjih zatona spet prebile na jedilne liste elitnih gostišč in hotelov v teh krajih. Da o vinski trti in vinu, ki ima tu domovinsko pravico že od rimskih časov naprej, sploh ne govorimo. Kaj se niso na teh grečevih ustavljale križarske vojske na poti domov iz svetih vojn, ki so jih bili z neverniki nekje daleč preko morja. Tu, med temi bregovi in ljudmi, so se junaki utrujeni od bojev in dolge poti lahko odpočili. Enako je bilo s turškimi četami in Napoleonovo vojsko, ki so se pred stoletji valile po teh krajih. Slednji so za seboj pustili ime odličnega belega vina, hvaljenega takrat in še danes. Vino šipon, žitno-zlatne barve in vrhunskega okusa ne sme manjkati na mizah, obloženi s šunko iz zaseke in z domačimi klobasami. Prihodnost te dežele, vseh v kulinariki, je tudi njena preteklost, recimo. To je, ki bi rekel, zdaj si lahko predstavljate, kje je ta dežela. To bi lahko bilo tudi nekje Goričko ali pa tako, ampak to so zdaj slovenske Gorice. No, zdaj pa še tole prizor. Tiste eden, ki je, ki bi rekel, se mi zdi, tak najbolj
ko mi je tale sosed razlagal, kako se je to zgodilo. Namreč eden je ušel v tisti zasedi in je preživel in je povedal, kaj se je pravzaprav zgodilo in na kakšen način se je zgodilo. Da so mi prizori pred zidanico tistega poznega avgustovskega podneva ostali zapisani tako v živo spominu, je najbrž zasluga Petrovega pripovedovanja, to je sosed. Sugestivnega in pijansko vročičnega, ko krili z rokami vpije, kaže z rokami na ravnico tja preko pod Haloške bregove, ker se v popoldanskem soncu blešči košček reke pod gradom Borl, nato pa Peter spet tiho nadaljuje s pripovedovanjem. Kot da bi bil tudi sam zraven, tako se mi je pred očmi odigrala zgodba te fantov, ki so odhajali k reki. Bili so to sinovi kmetov z ravnice, napravljeni z pražne, kot da grejo k maši, čeprav je bilo res, da so prihajali od maše, bila je namreč nedelja. Tam so bili še pred spovedi, prijeli zadnje hostije in zmolili očenaš za srečno pot. Nekateri so se prejšnjo noč še zadnjič ljubili s svojimi dekleti, jim obljubili, da se vrnejo sveda zmagovito, kajti Bog in kralj sta na njihovi strani. Še zadnji so se objeli z domačimi, starši, brati, sestrami, nato pa odšli veselo, kot da so svatovski povorki in odhajajo po nebesto. Potem je sledil prizor na plitvinah. Popoldne, ob reki je bilo vsem mirno tiho, le voda je šumela, ko se je pretakala čez kamenje. Drugi breg je bil oddaljen slabi 200 korakov. Tja čez so morali, tam jih je čakala rešitev. Prehod reke je bil najnevarnejši del poti. Vedeli so, da bodo tam na odprtem, vsem opazni. Zadnji del, ko so se med grmovjem prebijali do reke po stezi, ki jo je napravila devjad do vode, so molčali. Zdaj so oživeli, druga stran je bila blizu, tam je bila svoboda, tam so jih čakali novi prijatelji. Le steči so morali naproti. Prvi je šel čez reko domačin z druge strani, Zagorec, njihov vodnik. Mirno je prebrodil vodo, večinoma je segala le do sredine kolen, le zadnji del je bil globlji, tam se je vanjo potopil do sredine pasu. A tam je bil nasprotni breg že blizu. Najnevarnejša je bila čistina na sredini. Gremo, je padla odločitev skupini, v imenu Boga in kralja. Dva fanta, tista na začelju, sta vseeno poniknila. Ustrašila sta se in se skrila v obrežno grmovje, a zdaj to ni bilo pomembno. Glavnina se je odpravila čez plitvine. Zagorec na drugi strani jim je mahal z roko, jih vabil v sebi, on je bil že na varnem med zelenjem. Njegovo smer je bilo treba iti. Vse je bilo v redu torej. Napetost je popustila, sezuli so se čevlji, da se jih ne bi zmočili. Mašni čevlji so bili to, škoda bi jih bilo, da jih voda uniči. Ko so stekli bosi čez plitvino, beli srajce in suknjiči z roko vrženimi čez ramena, so se drobne vodne kaplje, ki so škropile naokrog izpod njih stopal, iskrile kot kakšni biseri. Pravzaprav so bili to koščki sonca, ki so se jim zableščali pred očmi kot kakšna majhna vesolja, a naslednji hip so že izginili. Nekateri fantje so se smejali, postajali so razigrani, kot da so še vedno otroci, ki se igrajo na domačem dvorišču ali pa so na nedeljskem izletu. Potem so zareglali mitraljezi z drugega brega. 2 ali 3 so bili, rafali so ujeli skupino v plitvini sredi reke. Krogle so sekali po njih, padali so ko snopi po polju. Kmečki fanti so bili to, nekateri so še pred kratkim želi žito. Na belih mašnih srajcah so jim zacvetele krvave rože, kot cvetovi maka med žitom. Padali so, vpili, v grozi tulili, se obračali, iskali zaklon, ki pa ga ni bilo. Smrt jih je odrešila vsega. Malo je bilo vsega konec. Na koncu te pripovedi se je Peter zjokal kot otrok. Do takrat še nisem videl odraslega moža v Kati in ta njegov jok, kot tudi njegova pripovest me pretresla. Ali tudi odrasli moški jokajo? Za ta dogodek in za križarje do takrat še nisem slišal. O tem se ni govorilo, niti nikjer pisalo. Tudi danes zgodovina tega dogodka na plitvinah Drave pod gradom Borl ne pozna. In to je res. O križarjih, o tej Matjaževi vojski, to je tako malo zapisanega, to je šlo. In tako, kot sem enkrat, ko sem napisal tisto Ljudje na buri, torej poklon Primorcem, primorskemu narodu, ki se je boril za slovenski jezik, za svoje preživetje po časom fašizma in čisto preprosto sem moral napisati po nekih 20 letih življenja na Primorskem, ki se mi je zdelo, da če se ne napiše, se bo pozabilo. Vse tudi Darinka, ti si napisala tisto knjigo o fašizmu, ne? Tudi zato, da se ne pozabi. Tako se mi zdelo, da se tudi to treba napisati, da se ne pozabi. Ne? Da nekaj ostane
karkoli, da bodo enkrat rekli, no ja, sej, čez 100-200 let, tu so pa živeli Slovenci. Ja. Ok. Jaz, kako vprašanje še o tem, ker knjižica je drobna, je tako, hitro se prečita, ne? Ja. No, hitro kot moja, ne, dajmo reči. Ja. Pravljica, ne? Ja. Tako je. Morda bi še, čisto zadnje tisto na koncu. In tako, kot se spodobi za poštene domačijske zgodbe in filme, je prav, da se na tem mestu začne zaključna melodija s citrami ali harmoniko. Zavajajoča otožna slika s pogledom plavajočim po slemenih grečevnate pokrajine, pod seboj z vinogradi, s njivami s koruzo, krompirja, z lisami gozdov. Pokrajina tako značilna in prepoznavna za vzhodni rob Slovenskih goric. Svet, kjer besede postanejo meso, najprej v bibličnem smislu, nato pa še v kulinarični ponudbi klobas, domače šunki, zaseke, vse skupaj postreženo z burgundskimi vinami. Glede, to je katero vino, šipon. Ker ti francoski vojaki, ko so bili tam, ko so pili tisto vino, so rekli sibon in domačini so se zapomnili šipon. In to je zdaj tisti šipon, ki je še zmerom zelo popularen. Felix, si slišal, kdaj je zanj? No, skratka, potem pa še. Naš pesnik je nekoč zapisal, sveta si zemlja in blagor mu komor plodiš. To je Oton Župančič z Dumi napisal. Verzi, ki temu sledijo, so polni bolečine. Bil je velik pesnik in svojem srcu je kot vsak pesnik njegovega kova nosil ves svet, njegovo svetost in bolečino. Z zapisanimi besedami je najbrž tudi mislil na vse domovine na tem svetu in na vse ljudi, ki po njem tavajo kot izgubljene duše. Najbrž se v tej pesmi lahko najdemo tudi mi, ljudje z našega brega. Tako, jaz sem dal ime tistemu zaselku, tistemu okolišu Breg, ki se mi zdi zelo paše k tistemu Breg. Ljudje z brega. Ja. Ok. Ja, kako vprašanje? Gospa Tina? Jaz sem poslušala z velikim veseljem oba, tako da iskrene čestitke z moje strani. Bom pa najprej preverila, če imamo slučajno kaj napisano v sporočilih. Več ni videti tlele. Bi pa morda povabili lahko tudi naše poslušalce k besedi, če bi kdo želel kaj pripomniti. Moram pa povedati, da smo, ko sem spremljala posnetek oziroma pretakanje v živo na Facebooku, smo imeli žal težave z zvokom. Ne vem, kako da je prišlo do takega pretakanja, tako da bomo morali v posnetek v celoti jutri na novo pregledati in dodati zvok in ga na novo objaviti. Tako da bo šel istočasno spet na Facebook in tudi na kanal YouTube kanal od Goriške knjižnice. Tisti, ki smo pa spremljali dogodek tlele preko Zooma, smo imeli pa čisti zvok, tako da ne razumem, kaj se je zgodilo in se moram že naprej opravičiti. Ja, tehnika tudi kdaj prav res negativno preseneti. Če ima še kdo mogoče kakšno vprašanje, kaj za dodati, avtorja sta tukaj, boste z veseljem odgovorila. Izvolite. Bi morda vi, Darinka in Milan, še kaj za zaključek povedala? Samo tole. Upam, da ne bo treba še enkrat snemati, ne? Ne, posnetek je v redu, ker snemamo v bistvu tle preko Zooma, tako da ta posnetek bo v bistvu šel naprej. Problem je to pretakanje v živo, ne? To ne vem, zakaj se je zdaj to tako zgodilo, ampak tukaj bo sigurno zvok. Ja, brez skrbi. To sem rekla za hec, ne? Da ne bo treba ponavljati še enkrat, ne? Ker bo drugače malo za hec, ne? Bomo pa kot filmske zvezde, čak. Ja, vse to sem razmišljala, ja. Ne, v glavnem, jaz bi rekla samo tako, ne, ta predstavitev je bila res z dveh zelo različnih polov, bi lahko rekla. Na eni strani pravljica, ki ima vedno srečen zaključek, na drugi strani recimo ena taka razmeroma težka zgodba iz naše zgodovine, ki je Milan napisal, ali se čuti dolžnega zapisati, ki je seveda iz tistih krajev manj znanih. Jaz sicer sem za Križarje slišala,
bolj zaradi tega, ker je o tem pripovedoval moj mož, njegova družina, sicer primorska, je živela na Dolenjskem, ravno v času tik pred vojno in pa med vojno, oziroma med vojno so bili begunci potem, ker če ne bi jih Hitler razselil v Nemčijo, so pobegali Primorci na italijansko stran. Skratka, dejansko imamo zelo, kako bi rekla, eno težko preteklost, o kateri verjetno je včasih danes tudi že težko poslušati. Ne poslušati zaradi tega, ker ne vem, ne bi mogli ali kakorkoli, ampak ker smo postali že tako rahlo razvajeni, da se nam sploh ne zdi možno, je to res, se to dogaja. V bistvu pa se podobne stvari dogajajo v marsikaterih drugih malo bolj oddaljenih deželah oziroma pred tolikimi leti, niti ne tako daleč, če govorim za Bosno in Hercegovino, recimo, ne, to vojno, na balkansko vojno. Tako da vsaka vojna, vsak spopad, vsak fašizem, vsak izem, recimo, lahko prinese kar težko situacijo in v takem situaciji se tudi prepoznajo ljudje, recimo, vse tiste negativnosti udarijo na dan, da skoraj človek težko verjame, da je to možno. Zato mislim, da se moramo res truditi, zlasti tisti, ki se ukvarjamo s pisano besedo, da bi ljudje le spoznali tisti višji nivo, recimo, življenja, ne pa tisto najnižje, najhujše, najtežje, kar so naši ljudje dali skozi. Velja pa ne pozabiti, ne, ker... Ja. Darinka, odlično si povedala, tu ni kaj za dodati. Ja. Ne pozabiti, to je res, da se to nikoli več ne ponovi. Ker danes, v današnjem času, ko spremljamo te dogajanje po svetu, pa tudi je tako hitro pride na, kako bi rekel, tem politikom, ki itak so mnenjski voditelji in tako naprej, hitro govorijo o nekih vojnah in tako naprej. Mislim, in to, ne vem, bi morali se vsi zavedati, da je to ena grozna zadeva, da vojno je verjetno hitro se lahko začne, ampak počasi se pa težko pa jo je končati. In da tista 4 leta, kot je bila vojna tu, pač druga svetovna vojna na naših tleh in tisto vse, kar se je dogajalo, ne, to je ena taka izkušnja, ki jo mi lahko zdaj samo še preko knjig ali pa v kakih filmih, igranih ali pa tako zaznavamo. In tisto, kar je bilo pa v bližini, v Bosni in tako naprej, ne, tisto pa smo lahko srečni, da ni pljusnilo sem gor čez naše meje. Ne. Ker pol, mislim, da bi pisali še naslednjih 50 let spet knjige in tako naprej na to temo. Ne. Žalostne knjige, žalostne zgodbe, take trpeče, ki, ne, nažalost, ne. Tako da, jaz bom vseeno zdaj rekla, da moramo biti le hvaležni takratni politiki, ki je spretno izpeljala, da smo imeli samo 10-dnevno vojno, ne? Ki je sicer tudi imela žrtve, na srečo, mislim, za vsakega je hudo, ki izgubi očeta, brata, kakorkoli, verjamem, to je strašno, ampak recimo na celostno gledano ne bi lahko bilo še hujše, če ne bi imeli dovolj. No, nekaj šumi v ozadju, nekaj tako je slišati en zvok. Ima še kdo kaj mogoče za dodatke, za zaključek, še kakšno vprašanje? Ok, ja, ste želel vi, gospod Robert? Ne, jaz se zahvaljujem vsem, ki bi rekel, ki ste me poslušali in prišli na to srečanje preko Zooma. Ja, izvoli. Verjamem, da prav z veseljem. Robert, bi želeli še vi kaj dodati za zaključek? Ja, v bistvu sem mislil reči samo, da je bilo res super. 2 odlični knjigi smo predstavili, zanimiv pogovor, kljub temu, da nismo imeli občinstva in ko ste nas nagovorili kar
ni se točno vedel, kdo je občinstvo in nekako se še nismo čisto navadili, je bilo zelo zanimivo. Tako da naj velja vsem, ki so spremljali to, ki bojo pogledali kjerkoli na katerem kanalu, predvsem povabilo k branju, kajti tudi če se srečujemo prek Zooma, tudi če se srečujemo v živo, na kakršenkoli način pravzaprav govorimo o knjigi, predstavljamo knjige, smo v svetu knjig, je najosnovnejši stik s knjigo, osnovni svet, v katerem knjiga živi, pravzaprav to, da jo vzamemo v roke in preberemo. Tako da vse vabim, da si ti dve odlični knjigi predvsem vzamejo v roke in preberejo. Hvala. No, samo še eno sporočilo imamo. Dominika prijatelj piše: hvala avtorjema za iskrene besede in upajmo na srečanje v živo. Dominika, najlepša hvala. Takole, če ni več vprašanj, bi potem srečanje na tem mestu zaključili. Iskrena hvala vsem, ki ste bili z nami. Našim gostom želimo še veliko uspeha in seveda veliko ustvarjalnosti tudi v prihodnje. Vsem skupaj pa lep Hvala in lahko noč vsem. Hvala, lahko noč. Še Duša Kumprej piše, da je bilo super. Hvala lepa. Nasvidenje. Nasvidenje.